Lepo pozdravljeni. Današnji pogovor, v katerem sodelujeta Aleš Gabrič z moje desne, ki se sicer ukvarja z slovensko sodobno zgodovino, kulturno zgodovino, zgodovino kulturnih institucij, in pa Peter Mikša, ki se na področju sodobne zgodovine ukvarja recimo s vprašanji spomina, lokalne zgodovine, zgodovine športa in tako naprej. Pogovor pa snemamo o 75. obletnici prvega predvajanja prvega slovenskega zvočnega celovečernega filma. Vsi ga najbrž poznamo, Na svoji zemlji. Najprej morda nekaj predzgodovine. Aleš, slovenski film relativno hitro smo začeli nekaj snemati. Karl Grossmann vemo, da je pravzaprav snemal že nekaj let po Lumierih, tiste svoje posnetke, Odhod iz cerkve in tako naprej. Kako je zdaj to potem teklo pa naprej? Torej, prvi filmi pravzaprav pridejo na naše ozemlje že leto dni po tem, ko so jih prvič videli v Parizu. Torej, izum bratov Lumière začnejo potem tržiti po celi Evropi, še istega leta jih najdemo tudi v naši takratni prestolnici na Dunaju in potem z severa v večjih mestih jih imamo naslednje leto 1896 že posnetke zvočnih filmov, filmov, kakor so temu takrat še rekli, živih fotografij, živečih fotografij v Mariboru, Celju, Ljubljani. Grossmann seveda naredi nam te prve znane posnetke v letih 1905-1906 na takrat način s takratno tehniko, kar pomeni ena kamera, statika in da tisti plan približevanja, oddaljevanja je pravzaprav gibanje ljudi v prostoru, ne pa gibanje kamere, oziroma kamere so takrat še imele zelo omejeno sposobnost. Torej, in kar se nam že pred prvo svetovno vojno pojavi, je seveda to, da se mesta začnejo nekatere dvorane, nekatere gostilne, nekateri javni prostori spreminjati ali uporabljati tudi v kinematografe, kar seveda pomeni, da se s to dejavnostjo že zelo kmalu srečajo. Če pa govorimo po prvi svetovni vojni, imamo pa izrazit ta pospešek uprizarjanja filmov, nimamo pa na Slovenskem takrat še spodbude za snemanje svojih filmov, kar pomeni, da te spodbude raznih snemanj so vse privatna iniciativa. Nekaj se je poskušalo sicer z državno podporo na nivoju Jugoslavije, vendar do tega ni prišlo. Morda bi pa bil s tem pojasnil še eno letnico, ki je po svoje tudi prekretnica, poleg tega, da sprejemamo, da se snema kratke dokumentarce, ki jih snemajo posamezniki. Leto 1938, ko imamo pravzaprav že prvi poskus soočanja kamere in zvoka, to je ob sprehodu princa Pavla Karadžordževića na ljubljansko postajo, torej prvi poskus tudi zvočnega snemanja, in istega leta naredi Božidar Jakac, seveda, ki je bil tudi entuziast na tem področju, že prve metre barvnih posnetkov na slovenskem filmu. Ampak do organiziranega pravzaprav množičnega z državo podprtega poskusa snemanja celovečercev pa dejansko pride po drugi svetovni vojni. No, to, ko si omenil, dvorane. Recimo ravno letos je 100 let Ljubljanskega dvora, nekdanjega kina Sloga in tako naprej. Spomnim se takih, praviš, malih privatnih iniciativ, ne vem, recimo smo študente pelali, Mis Kranja so snemali, neki posnetki ali pa v Zagorju, ampak nekaj daljšega pa imamo, in to je celo zvezano s to tvojo priljubljeno temo hribolazništva. Ja, in ne samo to, govorimo o prvem slovenskem celovečernem nemem sicer filmu, ki že pa nastane oziroma začne nastajati že konec 20. let, dokumentirano pa je predvajan leta 1931. In govorimo, kot je Aleš že prej rekel, o privatni iniciativi. Torej, ne govorimo o nekem državnem projektu, ampak o v bistvu skupini mlajših in malo mlajše ekipe, ki je vezana na društvo oziroma klub. Torej, prvi slovenski celovečerni film v kraljestvu Zlatoroga, ki je pred nedolgo nazaj doživel v bistvu na nek način restaurirano digitalizacijo, je naredila skupina mladih hribovcev, gornikov, turistov, v tistem času alpinistov, kakorkoli že, v sklopu turističnega kluba Skala. Zdaj, Skala je bil športni klub, celo v neki fazi največji športni klub na Slovenskem sredi 20. let. V osnovi so pa začeli kot prvi alpinistični klub, takoj po prvi svetovni vojni, so pa zraven tega se še ukvarjali s smučanjem, turnim smučanjem, z
kulturno dejavnostjo, z v bistvu so na nek način prvi gorski krajinari, fotografi, ne, in iz tega na nek način, iz tega navdušenja za gore, pride ideja, da bi posneli film v pač sklopu društva, ki je bilo precej elitno, pride do ideje snemanja filma, ekipa je očitno bila tega sposobna in pač dobimo prvi slovenski celovečerni film, s katerim pa potem Skala, torej društvo, turistovsko društvo Skala, financira gradnjo svojega doma, skalaškega doma na Voglu, torej tam, kjer danes stoji hotel. Oni iz v bistvu projekcij dobijo toliko sredstev namensko, da zgradijo svojo kočo, s katero v bistvu na nek način odprejo ta prostor bohinjski za turno smuko, torej na nek način za turizem. Zdaj, seveda, vojna, ne, dobro, iz časa druge svetovne vojne imamo tudi nekaj domačih in seveda okupatorskih posnetkov, ampak pustimo to zdaj, gremo po vojni. Ne. To je pa zdaj popolnoma nov sistem, ne. To je pa zdaj država tista, ki ima najbrž prste zadaj, ali kako torej pridemo do tega, da pridemo do prvega slovenskega zvočnega filma na svoji zemlji, ki sicer ni prvi v Jugoslaviji, ne, recimo vsaj Slavica je že predtem posneta in tako naprej, ampak torej, kakšni so koraki, da pridemo na svojo zemljo? Gledati svojo zemljo. Jugoslavija, torej povojna komunistična oblast, takoj vidi film, tako kot je v Sovjetski zvezi, kot enega močnih propagandnih sredstev in začne veliko investirati. Po eni strani investirati v kinematografe z novimi opremami za predvajanje zvočnih filmov, torej se gosti ta mreža kinematografov, kjer najprej prevladujejo sovjetski filmi, seveda tudi ostali. Druga stvar je ustanovitev podjetja za proizvodnjo filma. Prva leta so čas stroge centralizacije, kar se seveda pomeni njihova miselnost, da bo vse zgrajeno v Beogradu, centralizirano v Beogradu, tudi Košutnjak je en tako velejugoslovanski projekt, ker naj bi vsi snimali. In seveda tudi filmi naj bi prikazali neko jugoslovansko stvarnost, karkoli to je. In seveda tukaj imamo že takoj težave, kaj je sploh prvi jugoslovanski film. Ker prvi film, ki ga začnejo snemati, je pravzaprav snemanje pod nekakšnim, bom rekel, z sodelovanjem Sovjetske zveze. Prvi film, ki ga že snemajo v letih 45-46, je Vihar na Balkanu, ima 3-4 naslove, ki jih spreminjajo, kjer je pravzaprav neka sovjetsko-jugoslovanska koprodukcija, ki se Jugoslaviji odpove, ker je pravzaprav, ko je posnet do konca leta 47, je že ta poudarek noter, da se je naš odpor začel zaradi tega, ker je Stalin tako rekel, da rabimo upor na Balkanu. Torej, so že pravzaprav te politične dileme, ki jih imamo po vojni, že v samem snemanju filma. Po drugi strani, seveda, na to sprejmemo po eni strani kot prvi jugoslovanski film Živio će ovaj narod, ki ga seveda hoče snemati kot hrvaški, pa ga Hrvati ne sprejmejo, tako da poznamo Slavico, ki je pa zopet snemana s srbskim režiserjem, Hrvati ga sprejmejo kot svoj prvi film, torej poskus tega mešanja povsod. Pri Živio će ovaj narod se morata, torej dva, ki sta v partizanskem gibanju, morata biti Hrvatica pa Srb, torej morata biti različnih narodnosti, da bo to bratstvo in jedinstvo. Zdaj, če gledamo Slavico, ona je hčerka Rusina, in mama je Nemka, torej na jugoslovanskem. Seveda je kmalu postane najbolj ena popularnih filmskih zvezd in pravzaprav tudi zaradi tega, ker deluje dosti pristno v filmu, ker v filmu, kjer govori o partizanskem uporu, torej v smislu v Dalmaciji, ona prikazuje svoje življenje. Ona gre kot takega, kot sem rekel, zmešano rusinsko-nemškega torej, družine, gre že kot 17-letno v partizane. Torej, in je seveda, ona pravzaprav snema svoje življenje, neko avtentičnost. In seveda na to se tudi Slovenci odločijo že pred tem, da hoče imeti svoj film, že leta 1946 razpišejo scenarij za ta film, torej, ki je kasneje torej, sprejetje od Cirila Kosmača predelava novele Očka orel, ki je pa seveda na to še 3-4 predelana pod zopet tem nadzorom ali cenzure ali prišepetovalcev od zunaj, tako da je pravzaprav nekako tisto, kar je posneto, je seveda posneto tudi v smislu nekega kompromisa med željami režiserja, ki jih vmes menja scenarista
ki mu menjajo scenarij, in filmskih ustvarjalcev in seveda tistih nadzornikov, ki odobravajo sredstva. Zagotovo je odločitev bila jasna. Ne? Mora biti nekaj o drugi svetovni vojni in tako naprej, ampak ta je kljub vsemu malo specifičen. Ne? Ni neka lokacijsko neopredeljena partizanščina. Ne? Ta je zelo determiniran. Ne? Recimo, kar nekaj elementov, ki so širši od NOB, recimo dva ikonična stavka bom samo omenil. Ne? Tisto, ko Angela Gradnik reče, sezula se bom, ker grem proslednič bosa po naši zemlji. Ali pa Orlič, ki reče, na svoji zemlji svoj gospodar. Kaj je tukaj še nekaj tega zdaj ozadja? Zdaj sem te malo sprovociral z temi citati, ti pa seveda zdaj pojasni, kaj je še tukaj zadaj. Ne? Niso samo partizani, pa tabeli, pa Italijani, pa Nemci. Ne? V sklopu te propagande, seveda, NOB-ja pride na slovenskih filmih v bistvu zelo pogosto še do ene druge simbolike oziroma prikazovanja simbolne krajine. Ne? Zdaj, če se vrnemo najprej še nazaj na kraljestvu Zlatoroga, ne? Govorimo o, v bistvu, film govori o največjem simbolu Slovencev, najmočnejšem, o Triglavu. Ne? Torej, kako in zakaj avtorji, protagonisti izberejo Triglav v tistem času, torej že konc 20. let in 30. kot prostor prvega filma. Ne? In potem drugi, tako je naslednji film, ne? Drugi, ne? Slovenski celovečerni, ki je v Triglavske strmine. Ne? To je seveda čas nekega Bergfilma, ki ga naši potegnejo z tega alpskega prostora, ampak vseeno, ne, zakaj izberejo Triglav? Ker je Triglav v tistem času že nekako izbran kot prostor. Ne? Konec koncev že v 20. letih na Žalah lahko vidimo, da naredijo grob moderne v obliki Triglava, torej Cankar, Kete, Muren ležijo skupaj v stiliziranem ozadju Triglava in tako naprej. No, in podobna simbolika, vse razumemo jo lahko, tako je v prvem slovenskem celovečernem igranem zvočnem filmu Na svoji zemlji. Ne? Ker tiste dva citata, ki si jih uporabil, sta zelo močna, ampak jih bi se vseeno na nek način lahko prenesli tudi na Gorenjsko, pa na Štajerskom. Ne? Torej, ta simbolno trpljenje, ko seveda okupatorji ubijajo prebivalce, jih izganjajo in tako naprej. Tu je en citat še boljši. Ne? In sicer čisto ta prvi, ne? Če si predstavljamo začetek filma, ko se v bistvu partizani, ne, lahko rečemo, da se prebijajo iz, ne vem, bohinjskega konca na greben, torej na Soriško planino ali na greben bohinjskih gora in na vrhu prevalijo in pogledajo v dolino in reče, ne, stane glejo, grapa, ne, in naša, in on reče, baška grapa, ne, kar je v bistvu močna simbolika in vsekakor namensko narejena v tistem času na novo pridobljeno Primorsko, ne, torej Primorsko, ker moramo pa vedeti, da je film v bistvu nastajal že v času priključitve. Ne, torej, mi 47. že vemo septembra, ne, to je uradno spet naš prostor in ta bolečina, ki jo zelo radi prikazujejo, torej teh, ne, Slovencev, ki so ostali na oni strani Rapalske meje, prenesejo simbolno v prvi slovenski film, ki najprej na začetku pokaže ta prostor, torej prostor trpljenja Slovencev pod grozo fašizma, v smislu, ne, to pa je naše in to smo mi priborili, ne, tako res dobro in močno posvetilo, primorski. Če bi tukaj mogoče kar še dodal, konec koncev, prva slovenska vlada 45 je ustanovljena v Ajdovščini za Rapalsko mejo, film Slavica govori o ozemlju, ki je okupirano od Italijanov med drugo svetovno vojno in aneksirano, torej tudi govori, da bo zdaj to hrvaško ozemlje in tudi hrvaška vlada pride že iz Splita v Zagreb po koncu vojne. Povsod so te točke pokazane tam, kjer bomo zahtevali spremembo meje. Ne? Tako. Ta meja, ne, Rapalska meja je močno zapisana v partizanskem boju. Ne. Že 44. leta partizani na vrhu Triglava, kjer je stal mejni kamen, ne, ga porušijo, ne, septembra z vzklikom, ne, tukaj nikoli več meje. Torej, simbolno na vrhu Triglava, ki ga je delila meja, gre ta mejni kamen dol, ne, in v pisni knjigi še vedno lahko preberemo, ne, ta skupina zapiše
porušili smo krivični mejnik vrh Triglava. In ko smo s kolegom, geografom Zornom delali analizo uničenosti pa ohranjenosti mejnih kamnov na liniji Rapalske meje in smo malo sektorizirali zadeve, smo ugotovili jasno stvar, kar smo itak že vedeli, ne bom povedal, kaj smo vedeli, ampak mejnih kamnov Rapalske meje v okolici Triglava ni sledu tega, ker so po vojni organizirano hodili v hribe in jih štemali, uničevali. Ne? In ta iz, naprimer, zapiska Zorka Jelinčiča, ne, lepo pove, kako je takoj po koncu vojne, torej poletje 45, šel prav iz Baške grape, ne, na greben, na Črnoprst in je v daljavi videl žareči mejni kamen, ne, in kako se je zagnal v grič, ne, in ga je tako dolgo ruval, da ga je končno vrgel dol z vzklikom in gledal, kako se kotaline. Torej ta simbolika Rapalske in Primorske je zelo močna v tistem trenutku. Rapalska meja je tudi venajoči Peter, ne? Tako. Čist mimo grede, gledalci sploh ne vedo, čez kako žico tam hodijo neki sred tistega travnika na griču. Ne? Dej, partizanščina, seveda, to je predmet slovenske filmografije, v bistvu do danes, do najnovejšega. Najnovejši film, ki ga zdaj predvajajo od Žige Virca, ne, nosi naslov Poslednji heroj, med drugim gre za banalno zgodbo v tem kontekstu vojne, ne, tam pač nek Atam ima še nekih prisluhov, ampak Nemci bodo gradili trgovino, ne, spet nas bodo okupirali, v tem kontekstu torej neko linijo film vleče. Ampak kako se je to zdaj, ta partizanščina v slovenskem filmu kaj razvijala? Ne? Vemo, recimo, vsaj Nasvidenje v naslednji vojni, ali kako je že tisti naslov, ne? Ta je bil so ga zelo kritizirali, ne? In tako naprej. Ne? Pravzaprav, jaz bi šel torej k začetkom na svoji zemlji. Tukaj se pravzaprav učimo filmografije. Tisto, kar sem že prej omenil v gorah Balkana, ki je tudi sneman v Blejskem koncu, pa tam gor, ne? Deloma ti gorski prizori, kjer morajo biti, ker se uporništvo začne. Torej, če računamo, tam so se naši filmarji kot v koprodukciji začeli učiti. Pošiljali so jih tudi, veliko jih je bilo v Barandovu, torej da so se od Čehov, češka kinematografija, ki je bila zelo razvita, učili in pravzaprav to, torej na svoji zemlji je tisti film, ki ga je bilo treba veliko na novo posneti. Deloma seveda zaradi nekaterih zahtev cenzure, deloma zaradi tega, ker so snemali v naravi, ugotovili, ko so prišli v studio, da je posnetek zvočni slab, zaradi tega, ker veter preveč moti, niso razpoznavni zvoki, zaradi tega, ker jih je preveč stalo na eni skali in so bili na turističnem ogledu gora, ne pa partizani, ki se morajo skrivati, ne vem kako, ker so dobili uniforme za snemanje filma, so dobili vse nove direktno, ne vem, kakšne tekstilne tovarne, pa so jim takoj rekli, tisti, ki so bili zraven, so delavci taki, po partizanih nismo bili, pa so deloma uniforme zamenjali za kmečka oblačila domačih ljudi iz Baške grape, ali pa so jih malo porezali, pa postrgali, pa gumba dol odrezali, da bojo pristni, zaradi tega, ker je rekel režiser prav, ali smo imeli več Hamletov pa Orestov kot partizanov, ker so bili seveda gledališki igralci, navajeni gledališkega patosa, patetike, ki jo kamera ne prenaša, in zaradi tega, ker se je bilo treba učiti pirotehnike in Štiglic, prav nam je enkrat padel nekdo na bombo in je prišel ven, ko en črnc ven zlezel iz tiste luknje. Torej, prvič smo se učili. Začetek filma je boljši kot nadaljevanje. Zakaj? Ker se še bolj drži scenarija pa individualizacija igralcev. Na koncu imamo že nekatere dodatke, za katere ne vemo striktno, ampak bi si upal trditi, da so kasnejši dodatki. Tisti govor, preden grejo na Trst, o sovražnikih pa združenih imperialističnih silah, je kot en agitpropovski govor leta 1947, ko film snimajo, in seveda tudi prizor pohoda na Trst, ki ga seveda v Trstu ne morejo posneti, ker smo Trst takrat že izgubili, torej ga morajo nekje drugje posneti, je pravzaprav izpade dokaj banalno na koncu in je sam režiser rekel, bolj bi bilo, da bi naredili tako, kot si je želel scenarist, to je izjavo 20 let kasneje, Štiglic prav, da bi film se končal tam, kjer se začne v Baški grapi, ko pride to vojnik torej nazaj kot učitelj in torej zopet pove, tukaj se bo govorilo po slovensko, tukaj bo slovenska kultura. In potem imamo ta razvoj naprej. V 50-ih letih imamo že filme, ki načenjajo dileme tako ali drugače. Jaz bi tukaj predvsem izpostavil Trenutke odločitve, Františka Čapa, ki pravzaprav že prinese
pove, da so bili tudi Slovenci na obe dveh straneh in ki unese dilemo okoli sprave, ki mu je seveda nedovoljno posnet v izvirniku, ampak mora biti zopet malce popravljena. Že da vedeti, da se moramo Slovenci sami do sebe drugače obnašati. Potem imamo že pred, pravzaprav, to, kar sem omenil na naslednji vojni, že 60 leta, ki vemo, da so politično, družbeno pa kulturno v Sloveniji ena bolj sproščenih let. Imamo ob koncu 60 let peta zaseda, ker imamo že izpostavljen ta vidik vojvodstva nabuhlih politkomisarjev proti tistim molčečim bolj tihim partizanom, ki se borijo iz narodne zavesti in včasih zaradi tega tudi nastradajo, zaradi teh gorečnežev, ki neko vojvodstvo vnašajo. In potem imamo seveda antiherojski princip pokazan s tem, torej kako ni več tisti samo klenik, kmečko, industrijski delavec, ampak en meščanski študent na svidenju v naslednji vojni, pravzaprav tip klasičnega antijunaka, antiidealiziranega partizana. In seveda, tudi ta stereotipiziranje Nemci, Italijani, domobranci, partizani se seveda tudi spreminja. Tudi tako imenovani narodni izdajalci ali pa domobranci dobivajo včasih tudi bolj človeške podobe, ker če pogledamo na svoji zemlji, vsi so neke pokveke, spake, tisti, ki so že na pogled odurni. Če se spomnimo samo četniških prispodob na svoji zemlji, so enostavno eni, ki se ne vejo, da je tudi na Balkan že prišel del civilizacije. Ne? In seveda tudi, potem imamo pa še tisto Nemce kot vojaške stroje in Italijane kot ene poženščine, s katerimi se itak ne splača boriti zaradi tega, ker Italijane boš itak tako in tako premagal. Morda pa bi za konec pri teh stereotipih še eno stvar upozoril, ki jo pa partizanski film že od prve točke noter vnaša. Ženske. Torej, pravzaprav niso glavni liki, so pa povsod prisotne in okoli njih se določene zgodbe tudi v pozitivnem ali negativnem odvijajo in kar nam po svoje ponazarja skozi ta dogajanja medvojnega obdobja, so ženske vstopale v javni politični prostor. Hočeš reči, da niso več franske? Niso več tiste, ja, ki doma kuhajo, čuvajo, podpirajo 3 vogale, ne vem, okrogle ali kolikokotne hiše, ne vem kako drugače, ampak niso več franske, ki bi tekale tako ali drugače. Zdaj mogoče pa obadva na koncu. Mi, ko gledamo filme, smo malo hendikepirani. Mi smo zgodovinarji in pol, če gledaš nek zgodovinski film, imaš hiter težavo, da se film ne konča v rangu celovečerca po 90 minutah, ampak ga gledaš 1 uro, ker si vmes nekaj preveril, čak tole nekaj ne štima in tako naprej. Ne? Torej, recimo na Retrofestu smo imeli tudi letos eno tako razpravljanje o zgodovini, fikciji, dejstvih v umetnosti in tako naprej. Kako vidva gledata filme? Ja, mogoče jaz začnem s tem, da je resnično ena večjih naših težav, torej težava zgodovinarja, ki gleda zgodovinski film, pač ta poklicna deformacija. Ne? Sama zgodovina, že sam pogled na zgodovino, kljub temu, da se trudimo za objektivnost, je vedno subjektiven. Ne? Zdaj, če pa si zamislimo, da imamo tukaj od režiserja, scenarista in tako naprej, torej nekoga, ki pripravlja film, je hitro tukaj težava. Sploh, če govorimo o nekem filmu kot filmu, ne, ki ima še kup nekih drugih zgodb. Eno so dokumentarni filmi, ki so lahko zelo direktno zgodovinski, pa še tam je težava, ne, da preprosto avtor ne more zelo selektivno, ne selektivno, ampak predvsem zelo razdrobiti vsebino, zato da poda za nekoga jasne stvari. Pa še tam se včasih zapičimo v kako malenkost, ne, sploh nekdo, ki je strokovnjak za neko področje, pa reče, ne, tu bi pa lahko bilo kakšno drugače. Torej, mi imamo težave že pri ekstra zgodovinskih dokumentarnih filmih, čeprav jih je teh kar precej in so zelo kakovostni, sploh na RTV Slovenije, lahko sledimo zelo zanimivim takšnim in drugačnim, daljšim in krajšim filmom. Ena izmed teh serij je vsekakor Neznana poglavja slovenske zgodovine, ki je absolutno narejena z zgodovinskega vidika, ampak za splošno javnost. Ne, to je pomembno. Imamo splošno javnost, ki gleda na film drugače kot mi in jih mogoče ne zanimajo tako podrobnosti, ampak širše, ko pa govorimo o nekih filmih, ne, od zadnjega Virčevega, pa še prej, ne, tistega najbolj znanega od Žige Virca, Houston, imamo problem, ne, ker smo ne samo mi
kot zgodovinarji, ampak vsi ne, zagrizli na to zgodbo, vesoljski program, kaj je imela Jugoslavija vesoljski program. In pol nas on lepo pomiri, ne, da pač gre v zadnji in še marsikje druge v teh filmih vedno za fikcijo, ne, pa spet, ne, če govorimo o današnjih filmih, pa filmih izpred desetletij nazaj, vedno moramo biti zelo previdni, ne, koliko propagande je noter v tem, ne, in tako naprej. Torej, filmi so zelo fajn za včasih kratkočasenje, niso pa morda glavni vir informacij za zgodovinarja, za pridobivanje tistih pravih. Ne. Še lahko so zabavni za gledati, jaz jih jemljem tako. Ne. Torej, kot zgodovinar gledam, ne vem, Nejoči Peter, ne, ki je sila fajn film za vse generacije, ki prihajajo, vsem je lušen, ne, ampak iz vsebine si zamišljam, ne, kje bi lahko bilo to snemano, ne? Kdaj bi lahko bilo snemanje. Veš, da so noter dogodki, ki so čisto izmišljeni, pa veš, da so neke stvari resnične. Ne? Torej, ta operacija uničenja skladišča se je res zgodila v jami. Ne? Potem prehajanje meje, kot smo že danes omenjali. Ne? Ali gre tu za Rapalsko, ali je to okupacijska meja, ne vemo čisto dobro, ampak prikazuje, kako je bila Slovenija v tistem času razmejena, pa omenja osvobojeno ozemlje in tako naprej. Ne? In potem na ta način se kratkočasim, ko gledam kakšne zadeve, seveda pa za vse zaresno ne smeš vzeti. Jaz pač pravim, da je film, ne, konec koncev na Retrofestu sta se že dva eminentna režiserja ne sporekla, ampak na nek način povprašala, kaj je zdaj s pričami, ne? Oziroma koliko je film resničen, ne? Če imaš ti pričevalce takšne in drugačne in ti na njih gradiš zgodbo. Eden pravi, čim je pričevalec, je stvar že vprašljiva, ne? Drugi pravi, in tako naprej, to hočem reči. Ne? Tudi viri takšni in drugačni so tukaj problematični, ampak ne? Vsekakor je filme gledati zelo v redu in priporočljivo, ne, ker dobiš pa neko širšo sliko in tudi študentem absolutno priporočamo, da gledajo, seveda mogoče jim priporočimo kakšne bolj realne ali pa bolj slikovito opisljive za neke zadeve. No, če bi tukaj še pa dodal, Slovenci dejansko nismo snemali tovrstnih epopej, kot jih poznamo druge v Jugoslaviji, bitka na Sutjeski, bitka na Neretvi, torej desantna drva ali kar podobnega, da bi še bolj zgodovino, pa zgodovinske fakte, pa dejstvo vklopili. Vemo, da je bil ta poskus na začetku 80-ih let z Dražgoško bitko in da je bil popolni fiasko. Tako da dejansko ostanejo nam v spominu tisti filmi, ki so fiktivni in poskušajo individualizirano prikazati tistega, ustvarjalec poskušam pokazati usodo junaka, ki je fiktivni. To so, kot smo že rekli, ali trenutke odločitve, vemo, da torej gre iz enega večjega kraja Slovenije ven proti drugemu ozemlju, je vseeno, ali je to Ljubljano ali kaj drugega, najverjetneje. Govorimo o Nejoči Petru, ki si ga že vzel, ker je vseeno, zdaj, skozi katero mejo smo šli, odkot so šli. Govorimo o dolini miru, kjer tiste dva, torej je vseeno iz katerega mesta, ki je bilo bombardirano, ker to vemo, da je verjetno bilo Maribor, da je verjetno šlo za Štajersko, iščeta dolino. Zdaj ni važno, ali je ta dolina na Štajerskem, na Gorenjskem, na Primorskem ali na katerem koli drugem koncu. Govori zgodbo o ljudeh. In ti filmi so bistveno bolj gledljivi, ne zaradi tega, ker se ne sprašujemo toliko o zgodovini v njih, ampak zaradi tega, ker je ta prvinska estetika, torej delana individualizacija, bistveno bolj domišljena kot pri tistem, kjer imamo množico ljudi neindividualiziranih in jih skupaj poskušamo narediti v objekt zgodovine, ne pa v subjekt. In če potem govorimo, kaj si predstavljamo histografsko ali ne, jaz ponavadi ponazorim to s tistim, ki je sicer za leto 45 za povojni svet, ki jo poznamo iz kavarne Astorije, torej Žarka Petana pa njegovih opisov, kjer vedno omenim pač tisti prizor, ko v njegovem torej licenciji poetiki pridejo udbovci na dom in da najdejo tiste zlatnike v moki ali sladkorju skrite, pa rečemo, ja, ta prizor imamo pa tudi v enem primarnem viru, ki se mu reče kot zgodovinarji dnevniški zapisek. Razlika je samo v tem, da ni leto 45, da je leto 41, pa da niso udbovci, ampak so gestapovci. Ampak
Licencija poetika ti nekaj dovoli in ti dovoli individualizirati in povedati zgodbo posameznika, ki je izmišljena. Hvala lepa obema. Ta Retrofest, posnetek z Retrofesta, pogovor o filmu in zgodovini je dostopen na povezavi, ki je zgoraj v našem posnetku. Torej, zaenkrat je to danes vse. Seveda vabimo vse, ko gledajo ne zgolj našega pogovora, pač pa seveda tudi filma, o katerem smo govorili na svoji zemlji. Sicer pa nasvidenje do prihodnjič. Hvala, nasvidenje.